Tako, najlepša hvala. Še enkrat lep pozdrav. Spoštovani udeleženci, spoštovani soorganizatorji, spoštovani gostje. V imenu znanstvenega in organizacijskega odbora vas pozdravljam na 17. bienalnem simpoziju Geografski informacijski sistemi, ki bo letos potekal pod naslovom Digitalne vezi. Poleg Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU, kjer že več let vodimo organizacijo in izvedbo dogodka, so med soorganizatorji še Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Zveza geodetov Slovenije in Zveza geografov Slovenije. Veliko čast mi je, da lahko med nami pozdravim predstavnike vseh soorganizatorjev in jih povabim k pozdravni besedi. Najprej vabim na oder dr. Mimi Urbanc, namestnico direktorja Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Dober dan, drage udeleženke, dragi udeleženci, organizatorji, kolegice in kolegi. Veliko čast in veselje mi je, da vas smem danes pozdraviti v imenu ZRC SAZU. Ta pozdrav mi še posebej toplo dene pri srcu, ker je med soorganizatorji tudi inštitut, kjer sem začela svojo akademsko kariero in kjer jo še, kolikor mi čas dopušča, v prostem času tudi še uresničujem in nadaljujem. Ta simpozij je odličen izraz tega, kar na ZRC SAZU cenimo in si prizadevamo za interdisciplinarnost, multidisciplinarnost in dobro sodelovanje s posameznicami, posamezniki in ustanovami, ne le iz akademskega sveta, ampak tudi zunaj njega. Tema tokratnega simpozija Digitalne vezi nas spodbuja k premisleku o vlogi tehnologije pri povezovanju ljudi, podatkov in prostora. Digitalni svet nas neprestano povezuje, nam omogoča dostop do informacij in odpira nove poti sodelovanja. Ampak digitalne vezi dobijo pravo vsebino šele z živim stikom, srečanjem, kot je tole današnje. Šele takrat se nadgradijo. Na dogodkih, kot je današnji, informacije prerastejo v menjavo znanja, izkušenj in idej, kar pa ustvarja podlago za neko uspešno reševanje izzivov, s katerimi se vsi dnevno srečujemo. Snovalci ideje o bienalnem simpoziju GIS ste videli potencial takšnega strokovnega srečanja, verjetno pa si niste predstavljali ali pa ste zgolj upali, da bo tako uspešno in da bo preživelo v, kar si upam trditi, turbulentnem okolju znanosti. Kljub temu, da je simpozij pred 2 letoma zakorakal v 4. desetletje, je še zelo vitalen, svež in zlasti aktualen, tako kot ste vitalni snovalci in organizatorji tega srečanja. Vsem vam želim, vam čestitamo za organizacijo tega srečanja in vam želim zelo plodne debate, nova spoznanja, nove vezi, ki se bodo nadgradile v prihodnjem sodelovanju. Najlepša. Najlepša hvala, dr. Mimi Urbanc. K besedi vabim profesor dr. Ireno Samide, prodekanjo Filozofske fakultete. Spoštovani organizatorji, cenjeni kolegi, dragi gostje. Dovolite mi, da vas v imenu Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prav lepo pozdravim na tem, kot smo slišali, že 17. bienalnem simpoziju o geografskih informacijskih sistemih, ki nosi letos, kar smo prav tako že slišali, pomenljiv naslov Digitalne vezi. Da geografija nikakor ni le veda o zemlji, temveč zlasti o odnosih, kompleksnih odnosih med ljudmi in njihovim okoljem, med naravo in kulturo, sta vedela že pionirja geografije Karl Ritter in Alexander von Humboldt. Najnevarnejši svetovni nazor je svetovni nazor tistih,
ki sveta nikoli niso pogledali. Je stavek, ki so ga zelo dolgo pripisovali Humboldtu. Ja, morda ste uganili, po stroki sem germanistka. Ja, in če tudi njegovo avtorstvo danes ni potrjeno, njegovo bistvo vsekakor drži. Koliko ljudi presoja, ne da bi videli in razumeli? Koliko ljudi potuje, ne da bi zares pogledali? Preveč se zdi. Saj živimo v svetu, polnom predsodkov, sovraštva, nestrpnosti, neznanja. Koliko ljudi na vse zadnje zavrača digitalno tehnologijo, češ da je ta le vir težav, odtujenosti, zla. Z naslovom letošnjega simpozija ste želeli opozoriti predvsem na tisto njeno drugo plat, na moč povezovanja, ki jo digitalna tehnologija vsekakor ima. Če le združimo naše znanje, izkušnje, radovednost, človečnost, solidarnost. Če smo pripravljeni pogledati izven svojih ozkih okvirov. Geografski informacijski sistemi posegajo in zato zadošča že zgolj bežen pogled na naslove referatov, ki se bodo danes vrstili na številna področja našega življenja. Pomagajo nam bolje razumeti in obvladovati svet okoli sebe. Na vse zadnje pa tudi našo vlogo v njem. Tehnologija, digitalna tehnologija, gradi mostove, vzpostavlja nove povezave, ustvarja nove, še včeraj neslutene možnosti. Zato verjamem, da bo ta konferenca polna zanimivih razprav, svežih idej in inovativnih rešitev. Zato vsem vam želim uspešno in navdihujoče sodelovanje in vam želim, da bi vas in nas digitalne vezi še močneje povezale. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesor dr. Samide. K besedi vabim profesor dr. Violeto Bokan-Bosilko, dekanjo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Spoštovani udeleženci 17. bienalnega simpozija Geografski informacijski sistemi v Sloveniji, današnja tema so digitalne vezi, vsi lepo pozdravljeni. To srečanje je dokaz živahnega in nenehno razvijajočega se področja geografskih informacijskih sistemov in navdušena sem, da se je zbralo toliko strastnih strokovnjakov, raziskovalcev in študentov, ki si izmenjujejo znanje in se medsebojno navdihujejo. Danes smo na čelu geoprostorske revolucije. S pojavom velikih geoprostorskih podatkov se je spremenil način razumevanja in interakcije z našim svetom. Informacije, pridobljene iz obsežnih zbirk podatkov, spodbujajo premišljeno odločanje in trajnostni razvoj, od urbanističnega načrtovanja do ohranjanja okolja. Naša sposobnost zbiranja, analiziranja in vizualizacije teh podatkov je zaradi tehnološkega napredka, pa tudi prizadevanj naše skupnosti močnejša kot kdajkoli prej. Eden najbolj vznemirljivih dosežkov na našem področju je uporaba opazovanja Zemlje z različnih platform. Sateliti, brezpilotna letala in druge tehnologije daljinskega zaznavanja omogočajo poglede na naš planet brez primere. Ta orodja omogočajo spremljanje sprememb v realnem času, ocenjevanje vpliva naravnih nesreč in celo napovedovanje prihodnjih trendov. Z združevanjem podatkov iz različnih virov lahko ustvarimo celovite in dinamične modele okolja, kar povečuje našo sposobnost odzivanja na lokalne in globalne izzive. Pomen hitrega in učinkovitega odzivanja smo žal še kako občutili ob lanskoletni ujmi. Pri tem imate ključno vlogo tudi obdelava podatkov v oblaku in umetna inteligenca. Razširljivost in učinkovitost računalništva v oblaku omogočata preprosto obdelavo ogromnih količin geoprostorskih podatkov. Algoritmi umetne inteligence in strojnega učenja pa odkrivajo vzorce, ki so bili prej skriti, kar odpira nove možnosti za raziskave in uporabo.
Te tehnologije skupaj premikajo meje mogočega na področju GIS in z veseljem pričakujem inovativne rešitve, ki bodo nastale na podlagi današnjih razprav. V pričakovanju novih aktivnosti pa se moramo še kako zavedati tudi pomena izobraževanja na vseh ravneh. Prihodnost GIS je odvisna od naše sposobnosti, da vzgojimo kvalificirane strokovnjake. Vlagati moramo v programe, ki bodo posameznike opremili z orodji in strokovnim znanjem, potrebnim za krmarjenje po tej zapleteni pokrajini. Zagotoviti moramo, da bo naslednja generacija geoprostorskih strokovnjakov dovolj številčna, pripravljena na izzive in sposobna vpeljati inovacije. Kot dekanja ULFGG sem izredno vesela, da se lahko v študijskem letu 2024-2025 na fakulteti pohvalimo s 46 bruci v prvem letniku univerzitetnega študija geodezija in geoinformatika, kar je kar za 75% več kot lani. Verjamem, da bomo take številke videli tudi v prihodnje in da se bodo kmalu odrazile tudi v večjem zanimanju za magistrski študij geodezije in geoinformatike. Na koncu bi se rada iskreno zahvalila organizatorjem, sponzorjem, avtorjem prispevkov in predavateljem, da so omogočili izvedbo te konference. Vaša predanost in trdo delo sta resnično cenjena. Naj bo današnji dogodek namenjen tako pridobivanju novih znanj na predavanjih, kot mreženju v odmorih. Delimo svoje izkušnje in navdihujmo drug drugega pri raziskovanju neomejenih možnosti geografskih informacijskih sistemov. Hvala in uspešno delo. Najlepša hvala, gospod dekanjo, za te lepe besede. Med nami pozdravljam tudi predsednika Zveze geodetov Slovenije, magistra Tonija Levičnika. Spoštovane udeleženke, udeleženci, spoštovani gostje. V čast in veselje mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Zveze geodetov Slovenije, ki že tradicionalno sodeluje pri izvedbi simpozija GIS v Sloveniji. Obravnavane teme 17. bienalnega simpozija so v povezavi z geoinformacijami, prostorskim načrtovanjem, daljinskim zaznavanjem in drugimi sorodnimi področji, ki vključujejo uporabo geografskih informacijskih sistemov, satelitskih podatkov in naprednih tehnologij. Naslov simpozija Digitalne vezi se nanaša na širok spekter načinov, kako se ljudje, organizacije, naprave povezujejo in komunicirajo v digitalnem svetu. Posamezni vsebinski sklopi obravnavajo področja geodezije, geografije, prostorskih informacijskih sistemov, daljinskega zaznavanja in geografskih informacijskih tehnologij. Teme se navezujejo na različne aspekte uporabe geoinformacijske tehnologije za reševanje prostorskih, okoljskih in družbenih izzivov. Vsaka izmed omenjenih tem odpira pomembne raziskovalne in aplikativne priložnosti na območju Slovenije. Bienalni simpozij igra ključno vlogo pri promociji uporabe GIS tehnologij na različnih področjih, vključno z urbanizmom, okoljskim spremljanjem, kriznim upravljanjem in prometom. Za konec izrekam čestitke glavnemu organizatorju simpozija, to je Geografskemu inštitutu Antona Melika, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je bil pred 32 leti glavni pobudnik za organizacijo srečanja raziskovalcev, strokovnjakov, pedagogov in uporabnikov geoinformacijskih rešitev. Hvala lepa in srečno. Najlepša hvala, gospod predsednik. K besedi vabim še dr. Aleša Smrekarja, predsednika Zveze geografov Slovenije. Lep pozdrav. Spoštovane in spoštovani, drage in dragi. Že večkrat sem bil udeleženec tega simpozija v svojih začetnih obdobjih tudi kot predavatelj. Danes sem se sam sicer popolnoma umaknil iz teh gisovskih voda, vendar pa me veseli, da se lahko zahvalim
6 urednikom za to, da je nastala ta knjiga, vseh 6 je geografov. 15 članom znanstvenega odbora, od teh je 8 geografov. In seveda 9 članom organizacijskega odbora. Ne bom ponavljal, kaj boste danes slišali, ampak morda za tiste, ki niste med starejšimi, nekaj, kar boste morda prvič slišali. In sicer je tole prva številka GISI v Sloveniji. To je šla v zbirki dela Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dela še vedno izhajajo, zbirka GISI v Sloveniji je pa samostojna zbirka. In v prvem uvodniku GIS-a v Sloveniji piše: Zveza geografskih društev Slovenije je v sodelovanju z, pa smo spet zraven. In so naštete še 4 profesionalne inštitucije, od tega 2 geografski, arheološka in pa geodetska. Organizirala takrat prvo bienalno srečanje. V bistvu sem ponosen, da je Zveza geografov Slovenije že takrat prepoznala pomembnost te veje in moji predhodniki so bili očitno kar vizionarji. Leta 1992 je bil torej predstavljen pogled na GIS v takratnem času. Morda samo 3 naslovi iz te knjige, kako so 3 stroke, ki so takrat orale ledino, zapisale naslove prispevkov. Bližnja srečanja z geografskimi informacijskimi sistemi je zapisal geodet, arheolog, arheologija in GIS ter geograf, geografski informacijski sistemi v regionalni geografiji in geoekologiji. Prav iz tega slednjega sem izbral 2 citata, ker se mi zdita zelo zanimiva, kam nas pelje pot. Osnovni način dela pri odkrivanju medsebojnih odnosov v pokrajini je bila tako imenovana metoda prekrivanja zemljevidov, ki pa je zelo zamudna. Ima celo vrsto pomanjkljivosti, hkrati pa večkrat ne da želenih rezultatov. Zato je geografski informacijski sistem za geografijo izjemno pomemben, saj nam metodo ročnega prekrivanja zemljevidov v GIS-u pod našim nadzorom opravi računalnik. Geografu najbolj preprosto in nazorno predstavimo GIS kot računalniško zbirko zemljevidov, ki jih lahko med sabo poljubno prekrivamo, med njimi izvajamo računske in druge operacije. Ter še drugi citat. Ker geografe pri večini raziskav, posebno pri proučevanju večjih regij in pri ugotavljanju splošnih zakonitosti geodetska natančnost zanima le redko, se je v geografiji kljub nekaterim slabostim, vendar tudi prednostim, bolj uveljavil rastrski GIS, vektorski GIS pa se uporablja le redko. Torej to vidimo, da je zapis iz popolnoma drugih časov in kdo je to napisal? To je napisal en mladobudni magister geografije in ta oseba je bila kar 14-krat tudi urednik knjižne zbirke GIS v Sloveniji. Med tem časom je postal tudi doktor in sicer govorim o Dragu Perku, ki se skriva tam nekje zadaj. In zakaj prav o njem ga izpostavljam kot osebo? Zato, ker se je letos septembra prekvalificiral v uradno, je dobil nov status, prostovolec na Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Torej, to mislim, da je priložnost, da se našemu pionirju zahvalimo za vse, kar je naredil za razvoj GIS-ov v Sloveniji in pa seveda tega bienalnega simpozija. Pravzaprav je stalnica od vsega začetka. In še ena stvar se ni spremenila od leta 1992. Kot beremo v prvi številki in kot jo primerjamo z pozivom k današnjemu srečanju, je namen ostal enak.
V knjigi iz leta 1992 piše, da je bil namen dogodka zbrati raziskovalce, pedagoge, strokovnjake, uporabnike in proizvajalce GIS tehnologije iz Slovenije s ciljem dobiti pregled nad tovrstnimi dejavnosti, izmenjati izkušnje, spodbuditi sodelovanje in nadaljnji razvoj. Pravzaprav se sliši zelo današnje. Torej, še enkrat, Drago, hvala ti, da ti in namen dogodka ostajata enaka od leta 1992. Vsem udeležencem pa želim dobiti pregled nad tovrstnimi dejavnostmi, izmenjati izkušnje, spodbuditi sodelovanje in nadaljnji razvoj. Srečno!